V današnjih novicah med drugim prva vožnja po mirnski obvoznici. NEK tik pred remontom. Evropska noč raziskovalcev znova v Novem mestu. Lepo pozdravljeni. 16 let potem, ko je Državni zbor dal zeleno luč za referendum za ustanovitev nove občine, ter 3 leta in 3 dni po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem del, so včeraj, malce po 3. uri popoldne, na Mirni slavnostno prerezali trak nove državne ceste, tako imenovane mirnske obvoznice. Množica, ki se je zbrala na slavnostni prireditvi, priča o tem, kako pomembna pridobitev je nova cesta, ki je promet skozi središče kraja preusmerila na jugovzhodni rob naselja. Sem tukaj vesel, da vam bom kar težko razložil, ampak pridobitev je strašna. Kuhalo se je zelo dolgo, zdaj pa imamo, kar smo si zaslužili. Pomembno je zaradi centra, da se razbremeni, pa tudi zaradi varnosti. Zato, da ko gremo v glasbeno šolo, da ne bo toliko prometa, tam te sprehod za pešce. Ja, da ne bo zdaj take gužve. Da gre malo tako v kamioni po drugi strani, ne. 1750 metrov dolga nova cesta večinoma leži na območju Mirnske, tretjina tudi na območju Šentrupertske občine in je plod sodelovanja med lokalno skupnostjo in državo. Še malo in bodo vsi pozabili, da so se kadarkoli in kdajkoli peljali čez center Mirne. Ta obvozna cesta je veliko bolj varna, veliko bolj pretočna, zagotavljala bo varen promet težkim tovornjakom, zagotavljala pa bo tudi varnost otrok, ki vsakodnevno obiskujejo osnovno šolo ali vrtec. Odprtje tako imenovane nove prometne povezave, obvoznica Mirna bo pomenila velik razvoj v prostoru lokalnega prometa, namreč bo razbremenila središče Mirne in pa tudi pomembno izboljšala prometno varnost in pa tudi pretočnost v obeh občinah. Na cesti je 7 cevnih prepustov, 3 krožišča in 3 mostovi. Pogodbena vrednost gradbenih del, za katera je bil vodilni partner novomeški CGP, poleg njega pa še komunalne gradnje Grosuplje in gradnje Boštanj, je bila 7,35 milijona evrov, večino je prispevala Direkcija za infrastrukturo. Je to eden od 19 projektov, ki so vredni več kot 5 milijonov v proračunu letošnjega leta, da se izvajajo ali pa so bili končani, tako da ni pomembna ta obvoznica samo za tukaj, za lokalne prebivalce, za Mirno, ampak je pomembna za celo Slovenijo. Zato ne čudi, da smo poleg domačinov med zbranimi opazili nekdanje in sedanje poslance, nekdanje in sedanje župane in županjo, pa tudi direktorje mnogih podjetij v Mirnski dolini. Nova cesta je namreč pomembna za gospodarski razvoj teh krajev ter hitrejši in varnejši dostop do avtoceste, ki povezuje Ljubljano in Zagreb. Nuklearna elektrarna Krško po skoraj letu in pol neprekinjenega obratovanja zaključuje 34. gorivni ciklus, v katerem je v elektroenergetsko omrežje oddala več kot 8,51 milijarde kilovatnih ur električne energije. S tem je presegla načrtovano proizvodnjo in pomembno prispevala k zanesljivi oskrbi. V nedeljo se v NEK začenja redni remont, ki bo ključen za zagotavljanje varnega, stabilnega in zanesljivega delovanja elektrarne v novem gorivnem ciklusu ter dolgoročno do leta 2043. Danes teče, mislim, da 511. dan od obratovanja elektrarne, tako rekoč na polni moči. Proizvedli smo, lahko rečem, rekordno količino električne energije, več kot 8,5 teravatnih ur in čas je, da gremo v zaustavitev in v remont. Remont naj bi trajal 29 dni, v tem času pa bodo opravili kar nekaj posodobitev. V tem remontu so prišle na vrsto mogoče izboljšave, ki so nekaj časa že čakale, ker smo zadnjih 10-15 let večinoma izboljšav delali na področju jedrske varnosti. Tokrat prihaja bolj do tega, da so prišle na vrsto izboljšave na samem obratovanju. 2 modernizaciji pa so izvedli že med obratovanjem. Ker doživljamo vsi podnebne spremembe, se tudi na njih tudi mi pripravljamo in
korigiramo zadeve, gre za strelovodno zaščito, posodobitev strelovodne zaščite in pa predvsem smo ciljali na to, da se zaščitimo pred točami, pred neurji s točami. Pred 2 letoma so v NEK dobili tudi nalogo, da do leta 2027 poskrbijo tudi za nizko in srednje radioaktivne odpadke in iztrošeno gorivo. Elektrarna varno skladišči vse odpadke, ki se na elektrarni zgodijo. Kar se tiče pa izrabljenega goriva, pripravljamo se in je že v teku, so priprave za drugo kampanjo, tako da v naslednjih 2-3 letih bomo pripravljeni, da ponovimo kampanjo iz leta 2023. Nuklearko naj bi po načrtih ponovno priključili na elektroenergetsko omrežje konec oktobra. Univerza v Novem mestu je danes gostila edinstven dogodek. Evropska noč raziskovalcev približuje znanost in inovacije širši javnosti. V okviru programa Znanost na dosegu roke so obiskovalci spoznavali raziskovalno delo in sodelovali na številnih delavnicah in predstavitvah. Dogodka, ki je organiziran v okviru Meseca znanosti, se je letos udeležilo več kot 700 dijakov. In mi smo zelo ponosni, to je na nek način rekord v našem primeru, da je izkazalo tako veliko število zanimanja za naše delo in zelo ponosni smo torej, da lahko združimo naše znanje in seveda zanimanje dijakov. Na univerzi poudarjajo dragocenost povezovanja teorije in prakse, zato so pripravili številne delavnice. Med več kot 10 delavnicami so dijaki med drugim raziskovali okoljske teme ter izzive na področju spolnosti in zdravja. Eno izmed dijakinj smo povprašali, kaj je bilo najbolj všeč. V bistvu mi je bila zelo všeč predavateljica, kako nam je predstavila to problematiko energijskih pijač. Tudi iz svojih izkušenj nam je povedala, da je ona imela težave s kofeinom pa s sladkorjem in nam je v bistvu tudi iz svojih izkušenj povedala, kako zelo je to nevarno in da moramo paziti, koliko teh energijskih pijač spijemo. O predavanju, ki je pritegnilo veliko zanimanja, pa spregovori tudi predavateljica. Nisem želela samo nekako na slabe lastnosti poudarjati, ampak sem želela, da vidijo širšo problematiko, kjer so alternative in kako v bistvu preko raziskav, nekako preko znanosti dosežemo neka nova znanja, nove ugotovitve, ki nam v bistvu potem dajo neka orodja, da mi lahko mlade nekako osveščamo. In to na nek način je bil moj glavni namen, bom rekla, današnjega predavanja. Prav tako je izpostavila tudi nekaj preprostih alternativ za bolj zdravo življenje. Dovolj spanca, zdrava prehrana, gibanje. Kakorkoli se sliši klišejsko, to potrebuje naše telo, ne potrebuje drugega. Mogoče kavo vjutro, ampak ne 3. In to je ta bistvena razlika med nekim zdravim pristopom in nezdravim načinom življenja. Evropska noč raziskovalcev pa se z letošnjim dogodkom še ne zaključuje. 8. oktobra bo namreč sledil še srebrni dan, namenjen upokojencem, ki bo s pomočjo okrogle mize, delavnic in razstave spodbujal medgeneracijsko sodelovanje. Ob 30-letnici Kulturnega centra Janeza Trdine je Novo mesto prejelo nov pomemben ustvarjalni spomenik. Premiero opernega mjuzikla Kete. Gre za obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragutina Keteja s posebnim poudarkom na njegovi povezavi z Novim mestom. Ob koncu so vsi ustvarjalci prejeli zelo bučen aplavz in stoječe ovacije. Premiera je uspela v vseh pogledih. Mislim, da lahko govorim v okviru cele ekipe, vse produkcije in to. Jaz mislim, da smo res eno tako zelo pristno, zelo globoko, zelo iskreno zgodbo spravili na plan in da smo se vsi med sabo potrudili in tem svojim likom čim bolj ustregli. Tako da mislim, da smo vsi lahko zelo zadovoljni in ponosni. Aplavz je tisti poklon ustvarjalcem na koncu predstave, ki pove, ali je bila predstava dobra ali ne. Bi znal biti tudi lahko mlačen aplavz, ampak v tem našem primeru ni bil. Tako da verjamem, da smo naredili dobro delo. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost.
On je bil genij in je imel še toliko načrtov, toliko planov, kaj bi vse lahko naredil. In tudi vsi njegovi sovrstniki na čelu s Cankarjem in Župančičem so ga imeli res za verjetno največjega pesnika po Prešernu. Pesnik Kete kot osrednji lik sicer predstavlja tragično zgodbo, a obenem izžareva veliko ljubezen do življenja in izrazito željo po ustvarjanju. To je hkrati tudi najmočnejše sporočilo libreta in glasbe. Misli, ki bi jih lahko zdaj strnil, pa tako intenzivni primeri, pa tako čustveno nabiti primeri so lahko samo ta, da naj živi slovenska umetnost in kultura in naj tudi se razvija malo mesto. Jaz sem užival od prve sekunde in do zadnje. Jaz sem poznal vsako sekundo te zgodbe in lahko rečem, da smo danes na odru doživeli res eno mojstrovino. Prihodnje leto bomo sicer obeležili 150 let Ketejevega rojstva. Hkrati je to delo tudi darilo mestu ob 30-letnici Kulturnega centra Janeza Trdine. Vsi zaposleni v njem se trudijo, da obiskovalcem ponujamo vsebine, ki so kvalitetne, ki jih nagovarjajo, ki jih bogatijo, ki jih spodbujajo k razmišljanju, osebnemu razvoju in pa seveda jih spodbujajo k narodni zavesti, ki je v današnjih časih zelo pomembna. Avtor libreta in režiser opernega mjuzikla, ki bo novembra spet na ogled tako za učence kot zunanjo publiko, je sicer Vinko Medrndorfer. Ljubitelji branja smo bolj ali manj aktivni skozi celo leto. Z vseslovenskim projektom Poletavci, katerega nosilka je Mestna knjižnica Ljubljana, pa spodbujajo poletno branje predvsem mladih. Del te bralne akcije je tudi Ljudska knjižnica Metlika. Na zaključnem dogodku v Metliškem Sokolskem domu so se zbrali vsi, ki so v 30 dneh med poletnimi počitnicami našli čas za vsaj pol ure branja. To poletje je v tej akciji sodelovalo rekordno število bralcev. Poletavci letos v Metliki že 9. leto. Vesela pa sem, da so številke, če pač gledava številke tisti, ki so sodelovali, tako poletavci in pa najpoletavci za en razred višje. Pri mladih rečeva, da jih je bralo 100, pri najpoletavcih pa jih je bralo skoraj 20. Dogodek je popestril igralec, televizijski voditelj in tudi pisatelj Nik Škrlec, ki je delil svoje izkušnje o procesu pridobivanja novega znanja. Če se znamo pospremiti čez izzive, nam bo veliko lažje usvajati nove cilje in tudi sami s sabo biti v trenutku, ko je težko. Ker nikoli ni vse samo zelo lepo, so tudi težki trenutki in če delamo s sabo, potem se lahko soočimo z njimi. In branje je eden izmed super načinov, kako lahko poglobimo tudi ta stik s sabo, razmišljamo vse na druge načine in osebno rastemo. Nad gostom, ki je bil strani Metliške knjižnice skrbno izbran, so bili navdušeni vsi. On je zelo, dejaven tudi na teh socialnih omrežjih in tako, hkrati pa je ljubitelj branja in to zna nekako povezovati. Mi je pa všeč pri njemu to, ker poudarja, da je branje zelo pomembna veščina. Takrat, ko imam več časa, berem več, ko imam časa manj, berem manj, ampak zame je branje dejavnost, ki me spremlja vse življenje. Zame je branje tudi poslušanje audioknjig, zame je branje tudi debate o prebranem, predvsem pa se z branjem vedno znova napolnim. Pa ne samo z informacijami, tudi z navdihom, s kakimi drugimi občutki, tako da se k branju vedno znova vračam. Prav navdušenost za branje želijo knjižničarji vcepiti vsem. Začnemo s tem procesom pravzaprav že z vrtcem, z predšolsko bralno značko in potem nadaljujemo, s prvim razredom, ko se pač ta bralna značka začne in kasneje potem ti poletavci. Zaključimo pa z motom tega projekta. Pol ure branja na dan odžene dolg čas stran. Skratka, branje je najboljša navada, ki jo pridobiš pri tem projektu. Tudi vam želimo, da si privoščite kakšno prijetno branje. Ostanite v naši družbi in srečno!